teme. Kids TV. Spoznavamo živali. Dan otroci. Danes spoznamo teh 6. Slona, žirafo, povodnega konja, nosoroga, leva in leoparda. Pa začnimo s sloni. Živijo v Afriki in Aziji. So največje kopenske živali na svetu. Navadno se gibljejo v skupinah imenovanih črede. V čredi živijo skupaj mame slonice, mali slončki, tete, bližnji sorodniki, sestre in bratje. Skrbijo drug za drugega. Sloni imajo zelo radi vodo. V njej se namakajo, s pomočjo rilca se celo oprhajo. Prav tako pa jim rilec prav pride pri pitju. Vodo namreč vsrkajo v svoj trobec, nato pa si jo brizgnejo v usta. Včasih pa svoj trobec uporabijo tako kot potapljači cev za dihanje. Velikanski slon se potopi v vodo, nad gladino pa ostane samo vrh trobca. Sloni se škropijo tudi s peskom in zemljo, kar imenujemo suho tuširanje. Slon v trobec vsrka zemljo ali pesek in se z njim posuje po vsem telesu. Sloj zemlje in peska ga varuje pred soncem in piki žuželk. V rilcu imajo 40 000 mišic. A ja, pa saj veste, da rilec in trobec je eno in isto, kaj ne? Kadar se slon počuti ogroženega, se spusti v dir z razprtimi uhlji naravnost proti sovražniku. Tako ga poskuša prestrašiti. Gremo dalje. Spoznajmo žirafo. Žirafe so najvišje živali na svetu. Zrastejo lahko do višine 5,5 metrov. To je tako visoko, kot je visoka hiša. Življenjsko okolje je Afrika, razen puščav ter pragozda. Živijo v bližini akacijevih gozdov, saj zelo rade smukajo liste akacije. Vse živali morajo tudi piti, a vsaka to počne na svoj način. Žirafe razkrečijo svoje dolge prednje noge in sklonijo vrat do tal. Med dolgimi požirki dvignejo glavo, da pogoltnejo vodo. Žirafe skotijo enega mladiča naenkrat. Male žirafice so običajno v nevarnosti pred levi. Če se sovražnik približa mali žirafi, ga lahko mama žirafa močno brcne z nogami. Vsaka mama stopi v bran svojemu mladiču in tudi pri žirafah ni nič drugače. Spoznajmo povodnega konja. Nilski konji živijo v afriških savanah, kjer je podnevi izredno vroče, zato večino časa preživijo v vodi, da bi se ohladili. Mnogi drugi sesalci svojo telesno temperaturo uravnavajo s potenjem. Nilski konji pa nimajo žlez za potenje. Zato za hlajenje potrebujejo reko, jezero ali vsaj mlakužo. Nilski konj ima izredno velika usta, njegovi zobje pa so dolgi in ostri. Kadar je napaden, lahko z enim samim močnim ugrizom usmrti 3 metre dolgega krokodila. Z odpiranjem svojih velikanskih čeljusti ustrahuje vsiljivce, a le redki plenilci si ga upajo napasti, ker je preveč nevaren. Samci uporabljajo svoje zobe tudi, kadar se med seboj borijo za naklonjenost samice. Z močnimi ugrizi pa si pogosto zadajo hude poškodbe. Od povodnega konja pa k nosorogu. Nosorog, ki živi v Afriki, je precej razdražljiva in bojevita žival. Kadar ima občutek, da ga kdo ogroža, se silovito požene proti vsiljivcu. Ima izredno izostreno čutilo za voh, po drugi strani pa zelo slabo vidi. Mladiči se rodijo brez roga, potem pa jim ta raste celo življenje. Nosorogi se pogosto kopajo v blatu, tako si s kože odstranijo nadležne zajedavce. Poleg tega jih sloj blata ščiti pred piki žuželk in sončnimi žarki. Na svetu živi 5 vrst nosorogov, ki se med seboj razlikujejo po velikosti, teži in dolžini roga. Naj naštejem vseh 5.
sumatranski nosorog, veliki indijski nosorog, javanski nosorog, črni nosorog in beli nosorog. Nadaljujemo s kraljem živali. Levi spadajo v skupino velikih mačk. Vsi so veliki, pa se med seboj vendarle razlikujejo. Samci imajo okoli glave grivo, levinje pa te nimajo. Poleg tega so manjše od samcev. Večina levov živi v savanah v Afriki. Tam je zelo vroče in sušno. Zato levi počivajo približno 20 ur na dan. Mirujejo v senci in se tako tudi ohladijo. Levi živijo v družinskih skupinah, ki jih imenujemo krdela. V krdelu je lahko tudi do 40 levov. V krdelu skupaj lovijo, se igrajo in počivajo. Pa še k leopardom. Tudi leopard je velika mačka. Leopardi živijo v mnogih delih sveta, saj so zelo dobro prilagojeni različnim okoljem. Najdemo jih v Afriki, na Bližnjem vzhodu in v Aziji. Živijo v savanah, v hladnih gorovjih, deževnih gozdovih, puščavah, pa tudi v bližini mest in drugih človeških naselbin. Dejavni so ponoči, podnevi pa spijo v drevesnih krošnjah in se skrivajo med grmičevjem. Ta velika mačka se z značilno varovalno barvo prilagaja okolju, hkrati pa ima zelo ostre čute. Leopard je izreden lovec in ga je skoraj nemogoče odkriti. Njegov kožuh je odlična kamuflaža, zaradi katerega druge živali pogosto ne opazijo pravočasno. Poje vse, od hroščev govnačev do velikih rastlinojedov, ki so večji od njega. Pa smo jih pobliže spoznali. Čudovitih 6 živali. Bi se z nami še igrali? Potem hitro pritisnite gumb subscribe in zvonček, ki je poleg, tako se lahko družimo še in še na Timi Kids TV. Objem, poljubček in pa do prihodnjič! Dober večer, otroci! Ste pripravljeni na novo dogodivščino? Danes preberem pravljico Grdi raček. Nekega dne je raca v svojem gnezdu ob robu ribnika valila 7 prečudovitih jajc. Ko so se jajca izvalila, je na dan pokukalo 6 belih račk in en povsem siv raček. Ni bil videti kot njegovi bratje in sestre, toda mama raca je zanj skrbela kot za vse ostale račke. Ko je račja družina odšla k ribniku, je z njimi odšel tudi sivi raček. Toda njegovi bratje in sestre so se mu posmehovali, ker se jim je zdel grd, saj ni bil tak, kot so bili sami. Zato se je grdi raček nekega dne odločil, da bo pobegnil. Na poti je naletel na lovca in njegovega psa. Toda nista se zmenila zanj, kajti tudi njima se je zdel grd. Zato ga nista preganjala. Na srečo pa ga je kmetica povabila, da lahko ostane v njenem kokošnjaku, saj je upala, da ji bo znesel jajca. A ker raček tega ni znal, se je odločil, da gre naprej. Prišla je zima in malega račka je začelo zebsti. Potem je na robu ribnika zagledal laboda s prečudovitim perjem. Kako velik je in kako lep! Grdi raček je lahko le sanjal, da bi mu bil podoben. Zima je bila ledeno mrzla, a pogumni raček jo je preživel in odrastel. Spomladi se je vrnil k ribniku, kjer je občudoval prelepega laboda. In kakšno presenečenje! Ko je na vodni gladini zagledal svoj odsev, ni zagledal grdega račka, ampak prečudovitega belega laboda. Potem je opazil labodjo družino in se ji približal. Pri priči so ga vzeli medse in potem je skupaj z njimi veličastno poletel v nebo. Življenje preseneti in vse ob svojem času se zgodi. Zato bodite potrpežljivi. Zdaj pa le še objem, poljubček in lahko noč. Kvisko, zimsko obarvan. Novih 6 vprašanj imam za vas. Ste pripravljeni?
Božiček, jelen, ptiček. Komu pošljemo pismo z željami? Ga pošljemo Božičku, jelenu ali ptičku? Božiček je naslovnik naših pisem z željami. Bo držalo? Le kaj vse ste si zaželeli? Prav radovedna sem, priznam. Mi boste povedali? Gremo naprej na drugo vprašanje. Los, medved, sova. Katera izmed treh živali bo na snegu pustila najmanjše sledi? Je to los, medved ali sova? Sova je tista, ki bo pustila najmanjše sledi. Aha, los je ogromen, njegova kopita pa močna in velika. Medvedove šape so tudi ogromne in njegove sledi bi težko spregledali. Gremo dalje na tretje vprašanje. Jelen, polarni medved, lisica. Kdo je Božičkov glavni pomagač? Je to jelen, polarni medved ali lisica? Tako je, glavni Božičkov pomagač je jelen. A vsi poznamo rdečenosega jelenčka Rudolfa. Če še niste slišali zanj, potem prosite starše, da vam preberejo kakšno Božičkovo pravljico, kjer nastopa tudi Rudolf. Sneg, bomboni, cvetovi. Kaj pada po zimi z neba? Je to sneg, so to bomboni ali cvetovi? Seveda, sneg je tisti, ki pada po zimi. Ljubitelji bombonov bi si želeli, da bi bomboni padali, kaj ne? Ljubitelji rož pa rože. O, bi dišalo po cvetlicah, če bi temu res bilo tako. Listje, pismo, zvezde. Kaj po zimi odpade nekaterim drevesom? Jim odpade listje, odpadajo drevesom pisma ali zvezde? Listje odpade nekaterim drevesom, tako je. Listavci jim rečemo. To so drevesa s širokimi listi, za razliko od iglic, ki so na iglavcih, torej iglastih drevesih. Večina listavcev po zimi odvrže liste. Gremo dalje. Smučanje, plavanje, nogomet. Kateri izmed treh je zimski šport? Je to smučanje, plavanje ali nogomet? Smučanje je zimski šport. Naša prelepa Slovenija je dežela manjših smučišč, kjer lahko smučajo začetniki, otroci, ki že obvladate smuči, pa tudi za izkušene smučarje so primerna. Kvisko, to je to in zelo dobro vam je šlo. Dan, dober dan, Jana tu in ti si tam. Ponovimo skupaj. Dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. Pred nami je še zadnji, zimski, decembrski risarski izziv. Ta teden sem obljubila, da se naučimo narisati koga? Božička, res je! Božička bomo skupaj narisali. Tudi ta je nekoliko zahtevnejši, ampak s pomočjo Čivčav knjige sem prepričana, da nam bo vsem uspelo. Potrudili se bomo, ne bomo obupali in ga skupaj narisali. Ste za, da začnemo? No, pa dajmo. Čivčav knjigo bom odložila semle, da jo bomo vsi lahko videli ves čas, medtem ko bomo risali. Zdaj pa moramo izbrati barvo. Jaz bom izbrala rdečo. Ja? Ok. Pa se bom takole mečkan obrnila, da bom lažje risala. Pa gremo kar na napotek številka 1. Narisali bomo rahlo ukrivljeno črto. Takole, poglejte. Rahlo, čisto na rahlo ukrivljena. In en oval. Ta oval bo predstavljal nos. Zdaj pa samo, da vidimo, koliko daleč mora biti. Pa recimo, da bomo dali takole naš kazalec. Pa tukaj narišemo eno pikico. Evo, tule mora biti naš ovalni nosek. Evo ga. Imamo vsi nos?
Imamo, krasno. Napotek številka 2. Takole rahlo polkrožno bomo povezali nos in tole zgoraj narisano črto. Imamo? Odlično. Zdaj bomo pa narisali vzporedno tejle rahlo ovalni črti še eno. Tako. Imamo vsi? Zagotovo? Ok, gremo naprej. Napotek številka 3. Povezali bomo takole z navpično črto, zgornjo rahlo polkrožno črto z spodnjo in enako na tejle strani. Zdaj bomo pa narisali Božičku brado in sicer bomo, kako naj vam razložim, da me boste razumeli, kako narisati. Se pravi, začnemo tule zgoraj, dobro, in jo peljemo, rahlo jo bomo ukrivili dol, pa kot plamen ognja, takole, in tule še en polkrog in povežemo. Rahel polkrog. Vam je uspelo? A gremo še enkrat, dajmo to ponoviti še enkrat. Ker tale bradica je kar zahtevna. Jaz bom zbrisala svojo bradico, takole, pa gremo poskusiti še enkrat, prav? Ok, se pravi, kako smo rekli, tlele. Rahel polkrogec, ki se zvije v plamen in potem še en rahel polkrogec in povežemo takole gor. Vam je šlo? Odlično. Če vam slučajno ne gre pri kakšni stvari, dajte prositi mamico ali očija, da vam priskočita na pomoč. Dobro, ali pa starejšega brata, sestrico, kogarkoli, ki bi vam znal pomagati pri majčkeno bolj zahtevnih stvarih. Ok, gremo naprej na napotek številka 4. Pa bo naš Božiček pregledal, pa bom jaz vzela kar črno barvo za oči. Tule nad nosom mu bomo narisali 2 manjša polkroga. Takole. Evo, a znamo vsi polkrog narisati? Polkrog. Dobro? Ok, bom kar zbrisala. Takole. Polkrog, pa bo šel polkrog tale stran. Moj Božiček pa že gleda. In bom spet vzela svojo rdečo barvo, pa bomo tule pri bradi na vsaki strani narisali spet rahel polkrogec, takole na dol. Tako, pa še na drugi strani. Tako, super. Zdaj pa spet imamo kapo. Kapa bo pa ena taka kačasta oblika. Pa bom jaz najprej narisala svojemu Božičku to kačasto obliko, pa jo bom zbrisala, pa bomo še enkrat. Dobro, tako da najprej mogoče pogledajte, v drugo pa rišite skupaj z mano. Pa bomo takole narisali, gledajte. Gre kot en polkrog, ki se potem zvije v tako kačasto obliko. Dobro, zdaj ste gledali, zdaj pa lahko takole zbrišem, pa ponovimo skupaj. Zdaj pa poskusite narisati. Dobro, štartamo oziroma začnemo. Tukaj narišemo en tak polkrog, pa ga peljemo v tako kačasto obliko. Takole. Evo, v redu? Imamo? Gremo naprej. Napotek številka 5. Zdaj bomo pa tole kačasto obliko z enim takim polkrogom zaključili. Ste? Dobro. Pa bomo, tudi tale spodnji del, takole bomo z eno rahlo, pa ni, v bistvu je kar ravna. Z ravno črto kar lepo povežite tale spodnji del. Dobro. Ok, rokice mu moramo narisati. Rokice, dosti enostavno. Tule iz trupa narišemo najprej eno ravno črto in spodaj še eno. Tako, in jo kar povežemo. Tako, in enako ponovimo na drugi strani. Ena ravna črta, pa še druga in jo povežemo. Zelo dobro. Napotek številka 6. Tule na koncu kape bomo narisali en krog, cofek. Kapa od Božička je dobila cofek. Pa noge, da bo Božiček lahko hodil, da se bo sploh lahko premikal. Pa narišemo najprej eno navpično črto, poleg narišemo še eno in tule na moji desni narišemo spet še eno, pa še eno. Ok, moje noge so majčkeno predolge, jih bom majčkeno skrajšala, takole bom naredila. Dobro? Ok. Na napotku številka 7 bo naš Božiček dobil obrvi, roke in zaključili bomo noge. Pa bom za obrvi vzela kar črno barvo spet in mu bom takole narisala 2 ovala. Tako. Evo. Oval, znamo vsi oval narisati, poglejmo ga takole, ne? Oval. Pa preden mu narišete obrvi, dajte poskusiti parkrat narisati oval
In potem, ko oval zverzirate, se pravi, ko ga večkrat ponovite in ga že znate, ga še Božičku narišete nad oči. Dobro? Zmenjen. Ta gobica je super. Dobro, obrvi smo narisali. Usta so pa lahko tudi črna, zakaj pa ne? Se pravi, pod noskom nekoliko nižje narišemo in tak polkrog Božičkova usta. Da vidim, lička mu še nismo narisali, tule pri nosku, takole tukaj na moji desni en krog, pa na moji levi še en krog. Krog pa že znamo narisati, ne? Se ga spomnimo še enkrat, takole. Mamo, zelo dobro. Ok, gremo naprej. Zdaj smo narisali, se pravi, lička imamo, obrvi imamo, usta imamo, roke. Se spomnite, oziroma roki, se spomnite prejšnji teden, ko smo risali palčka oziroma škrata? Ko smo risali škrata, sem vam pokazala dve možnosti in enako bomo zdaj naredili. Narišemo mu lahko rokavičko z enim prstom, se pravi rokavička pa en prst, lahko pa narišemo tudi v bistvu kar celo rokavičko, kjer prstek ne štrli ven. Pa poglejte, najprej bom narisala rokavičko, kjer je še en prstek ven, na tejle strani pa rokavička, ki nima prstka ven. Vi se sami odločite, ali narišete s prstkom ali pa brez. Dobro? Nogice. Tule na koncu bomo samo v bistvu na koncu nog dodali en tak, kakor hoče biti krog, pa mu ne rata. Lahko pa naredite kar dva kroga, pa bo tudi čisto v redu. Evo, nogice, super. Zdaj bomo pa samo še okrancljali našega dedka Mraza, pa bom jaz za to uporabila kar črno barvo. Okrancljali, se pravi, tule pri roki mu bomo narisali eno črto, pa tule na desni še eno, pa tule, da se bo videl, kje je njegov pas, bomo narisali takole do brade. Eno črto, od brade še eno in usporedno potegnemo še eno črto, ki jo lahko, če želite, tudi pobarvate, da bo jasno videti, da je to Božičkov pas. Odlično. In tule, da bomo vedeli, kje so ti njegovi škornji, narišemo takole še dve črti. Tako, in od tukaj, lahko pa v bistvu tudi takole naredimo, da bo čist jasno, da so to njegovi čevlji. Pa še pobarvala bom, evo, barvam, da ima take črne škornje. A so škornji res tako nizki? Niso, ne? Se pravi, če želimo, da škorn izgleda višji, mu tule dodamo eno ravno črto in samo pobarvamo. Takole, tako lahko še evo, tako. In enako ponovimo na moji desni. Ravno črto narišemo, tule, če ste rdeče, potegnem še črne črte, pobarvam in Božiček dobi škornje, take ta visoke, ta prave. In jaz mislim, dragi moji otroci, da je to, da smo Božička narisali čisto do konca. Poglejmo, a smo ga res, a ima naš Božiček. Ma kapo s cofkom, ma oči, ma lička, ma obrvi, ma nos, ma usta, ma brado, ma oblekico, ma škorenčke, Kaj pa je tukaj? Poglejte, v knjigi Čiv čav je poleg Božička narisana še vreča z darili. A jo narišemo tudi mi? Ali kaj, se jo naučimo narisati? Ja, želite? No prav, bomo narisali na hitro še vrečo z darili in bomo mi to kar poenostavili. Jaz si bom izbrala, vse sem risala z rdečo, bom tokrat vzela modro barvo. Tako, bom vzela modro barvo, s katero bomo narisali vrečo. Pa vam bom jaz pokazala, kako na enostaven način lahko to narišemo. Narisali bomo narobe obrnjen trikotnik. Se pravi, če je pravilno obrnjen trikotnik takle, pomeni, da je narobe obrnjen trikotnik takole. In zdaj bomo temu trikotniku narisali samo še en velik, tak wobbly krog, ker niti ni krog, da zgleda bolj kot vreča. Evo, pa smo jo dobili, osnovo za našo vrečo, zdaj pa bomo ponovili mašnico. Se spomnite mašnice, ki smo jo risali na naši škatli, že mislim, da v drugem zimskem videu. Poglejte si še enkrat tisti video, če se ne spomnite. V obliki vodnih kapljic smo mašnico narisali, takole, ena vodna kapljica, pa še druga vodna kapljica. In potem narišemo še take valovite črte, dol, za vreče polne
daril. In tule vidim, da so narisane še ene take ukrivljene, črne, pa dajmo še mi narisati takole. Ena navpična, ki se stika z eno vodoravno. Pa takole, ena vodoravna, ki se stika z navpično. Takole. Pa jo imamo vrečo, polno daril. In zdaj lahko rečemo, da imamo točno tako sliko, kot je v knjigi Čiv čav. Tako pa smo se skupaj naučili narisati tudi Božička. Prepričana sem, da bo vaše pismo njemu krasno, polno čudovitih risbic, ki smo se jih naučili skupaj narisati, pa tudi tistih risbic, ki ste se jih naučili morda v vrtcu, morda starši ali s prijateljčki. Karkoli boste že napisali v pismo, ne bodite razočarani, če slučajno Božiček letos ne prinese točno tistega, kar ste si zamislili. Veste, Božiček včasih prinese tisto, kar najbolj potrebujete. In morda tega v tistem trenutku ne boste videli tako, ampak verjemite, Božiček že ve, kaj dela. Toliko za danes. Želim vam obilo veselja, zdravja in sreče v letu, ki prihaja. Objem, poljubček in se vidimo kmalu. Pa, pa. Dober večer, otroci. Diana, spet berem za vas. Tokrat pravljico o življenju v gozdu. Umirite se, globoko vdihnite, pa začnimo. Veveričji rep. Nekoč, že dolgo je tega, je daleč v gozdu živela veverica, ki je imela veliko prijateljev. A ni bilo od zmeraj tako. Ko je bila majhna, je bil njen repek zelo nagajiv. Komaj je čakala, da bo lahko šla iz gnezda, a ni vedela, kaj jo čaka. Prvi dan se je veverica igrala s kobilico. Tekmovali sta v skakanju z veje na vejo. Nagajiv repek se je oglasil. Cvil, cvil, cvil. Kobilica je od strahu spregledala vejo, padla na tla in jezna odšla. Naslednji dan se je veverica igrala s polžem. Plezala sta po drevesu, ko je repek naredil cvil, cvil, cvil. Se je polž tako hitro skril v svojo hišico, da se je skotalil po drevesu vse do tal in jezen odšel. Tretjega dne je veverica tekmovala z vrano, katera bo prej prišla do drevesa na robu gozda. Ko pa se je repek oglasil cvil, 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 se je vrana zaletela v drevo, se udarila v kljun in jezna odšla. Uboga veverica ni vedela, kaj narediti. Bila je žalostna, saj je ostala brez prijateljev. Vsakič, ko je skočila in vsakič, ko se je obrnila, je ves gozd odmeval cvil, cvil, cvil. Osamljena se je sesedla na kamen in zajokala. Solze so tekle ves dan in vso noč in še ves naslednji dan. Pod njo je nastala velikanska luža. K njej je priskakljala žaba in jo vprašala, zakaj joka. Veverica ji je povedala vse o nagajivem repku. Žaba je predlagala, naj med skokom ujame svoj rep in mu ne dovoli, da bi delal cvil, cvil, cvil. A to ni bilo lahko. Ker pravijo, da vaja dela mojstra, je veverica vztrajno vadila, skakala, se obračala in lovila svoj repek. Čez nekaj dni ji je uspelo. In naslednji dan spet, pa spet in spet. Kmalu je postala tako vešča, da jo je repek vedno ubogal. Žabica Regica jo je opazovala iz mlake nedaleč stran. Veveričje solze so se počasi posušile in na travniku, kjer je bila prej luža iz solz, je zraslo veliko pisanih rožic. Živali so vsak dan občudovale pisan, dišeč travnik. Veverica pa se je spomnila, da se je za prijatelje treba potruditi, čeprav včasih ni lahko. Kmalu je bil gozd spet poln smeha in živali so se vse dneve igrale
na pisanem travniku prijateljstva. Zahvaljevale so se veverici, ki je s svojimi solzami zalila suho zemljo. Kaj pa repek? Repek ni bil več nagajiv in na svojo pesmico cvil, cvil, cvil je počasi pozabil. Kaj pa veverica? Postala je najbolj priljubljena in najbolj modra žival v celotnem gozdu. Zagotovo je bila najbolj vztrajna in na to je bila zelo ponosna. Ni lepšega, kot imeti prave prijatelje ob sebi, kaj ne? Pomislite na vaše prijateljčke, močno jih v mislih objemite. Ste? No, zdaj pa hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Danes se bomo pred spanjem igrali z besedami, in sicer z besedami na vrtu. Preden preberemo tole zgodbo o vrtnem orodju, bi rada preverila, ali poznate vse 4 predmete slik. No, pa mi povejte, kaj so tole? Grablje, odlično. Tole je vrtna zalivalka, zelo dobro. Kaj pa to? Motika, v redu. In tole? Samokolnica, zelo dobro. No, zdaj pa k branju. Vrtno orodje. Vrtno zemljo obdelujemo z lopato in jo z grabljami poravnamo. Z motiko okopavamo rastline in odstranjujemo plevel ter oblikujemo stezice na vrtu. Ko je vroče, vrtnine zalivamo z vrtno zalivalko, ki vodo razprši, da ne razdira prsti ob koreninah. Na večjem vrtu s samokolnico prevažamo pokošeno travo, gnoj in tudi pridelek, kadar ga je veliko. Zdaj pa se selimo na zelenjavni vrt. Ampak najprej poglejmo, če poznate vse 4 zelenjave, tule spodaj. Tole je solata. Kaj pa tole? Kumare. Kaj pa je tole? Tale rdeči, slastni paradižnik. In tole je paprika. Pa gremo brat. Zelenjavni vrt. Solato pridelujemo na zelenjavnem vrtu. Najboljša je sveže nabrana. Paradižnik potrebuje za rast veliko sonca in oporo. Tudi paprika potrebuje čim več sonca in dobro zemljo. Paradižnik moramo privezati ob podporne palice, medtem ko kumare plezajo same. Doma pridelana zelenjava je zdrava in okusna. Že smo na okrasnem vrtu, vendar, preden preberem zgodbo, me seveda zanima, če poznate ti 2 rastlini in ti 2 živali. Tole je cvetlica, tale rumena pa sončnica. Tale modri je metulj in tale, ki dela bzz, 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 pa je čebela. Zelo dobro. Obljuba dela dolg, že berem. Okrasni vrt. Na okrasnem vrtu gojimo pisane cvetlice. Obiskujejo jih barviti metulji, ki na njih iščejo sladko medičino. Tudi čmrlji in čebele se gostijo na njih in jih hkrati oprašujejo. Med vsemi cvetlicami zraste največja sončnica, ki jo bodo zrelo obiskovale ptice in zobale njena semena. Cvetlice lahko posadimo tudi med zelenjavo in na trato. In ko smo že pri trati, poglejmo, kaj vse se najde na njej. Kaj je tole, povejte mi? Regratova lučka. Kako pa je ime temule ptičku? Lišček je. Tole je marjetica in, njo pa že poznamo. Čebela. Zdaj pa k zgodbi. Trata. Trata je prostor za igranje. Na njej rastejo tudi drobne marjetice, ki lahko cvetijo celo po zimi, če ni snega. Regrat je prav tako odporen. Regratove lučke bomo pihali spomladi in poleti. Obiskovali pa jih bodo tudi pisani liščki. Iz njih bodo luščili užitno seme. Na trati bomo opazovali čebele, ki bodo na travniškem cvetju
nabirale medičino. Zdaj pa hop v mlako. Poglejte jo, krastača. Tole je ježek. Kaj pa tale, kako mu je ime? Kačji pastir, odlično. In tole je lokvan, zelo dobro. Gremo brat. Mlaka. Na gladini mlake se z velikimi listi in belimi cvetovi bohoti lokvan. V njej se razmnožujejo žabe in krastače. Ta bo polovila gole polže, ki se hranijo z zelenjavo na vrtu. Tudi kačji pastirji se razmnožujejo v mlaki. Ob sončnem vremenu jih opazujemo ob vodi. Prav nič niso nevarni. Iz mlake ponoči pije vodo jež, podnevi pa ždi skrit v svojem domu. Le kaj vse lahko imamo na okenski polici ali balkonu? Poglejmo. Cvetlični lonček, gnezdilnico za ptice, cvetlično korito, jagode. Zdaj pa k zgodbi. Okenska polica in balkon. Cvetlični lončki na okenski polici so lahko pravi mali vrtički. V njih gojimo cvetlice, pa tudi jagode, začimbnice in dišavnice. V večje cvetlično korito na balkonu posadimo majhno sadno drevesce. Celo sredi mesta z gnezdilnico za ptice privabimo ptice, z gnezdilnico za samotarske čebele pa te zanimive žuželke. Zdaj pa k vrtnim nadlogam. No, poglejmo, katere so to. Polž, gosenica, voluhar, miš. Preberimo zgodbo. Vrtne nadloge. Zelenjava na vrtu privabi polže, ki so dejavni v dežju in ponoči. V slast jim gre solata. Gosenice obžirajo zelje in drugo zelenjavo. Voluhar z ostrimi glodači objeda korenine vrtnin, tudi sadnega drevja. Prave nadloge so miši, ki objedajo rastline nad zemljo. Voluhar pa se zadržuje samo pod zemljo. In katere živalice nam priskočijo na pomoč? Čmrlj, krastača, sinica, kuna. Le kako nam pomagajo? Preberimo. Živali pomočnice. Da se vrtne nadloge ne bi namnožile, poskrbijo živali, ki jih lovijo. Kuna lovi voluharje, podgane in miši. Krastača pospravi veliko golih polžev in ogrcev. Na lov se odpravi vedno samo po noči. Siničke in druge ptice se hranijo z gosenicami in s črvi. Čmrlji pa spadajo med pomembne opraševalce rastlin. Prišli smo skoraj do konca. No, ampak ni še konec, saj sem rekla skoraj. Rada bi, da ponovimo še enkrat vse nove besede, ki smo jih danes spoznali. Vi boste na ekranu zagledali sliko in še preden jaz povem, kaj to je, poveste vi. Zmenjeno? No, pa začnimo. Tole so grablje. Tole je vrtna zalivalka. Tole na sliki je samokolnica. Slastna, zelena solata. Okusne in sočne kumare. Mesnati rdeči paradižniki. Rumena, rdeča, oranžna paprika. Na travniku je veliko različnih cvetlic. Le kdo je ne pozna, te rumene krasotice? Sončnica je, odlično. Tole je metulj. Njej rečemo čebela. Kako zabavno jih je pihati. Kako jim je že ime? Regratova lučka, odlično. Tale na sliki je ptiček. Bela, krasna marjetica. Tole je krastača. Ta, teka, teka in se kotali.
Ješ, odlično. To je kačji pastir. Tole je lokvan, zelo dobro. Tole je cvetlični lonček. To so jagode. Gnezdilnica za ptice. Tale na sliki je polž. Tole je gosenica. Tako prikupna, pa toliko škode naredi. Miš. Gospod Čemaru. Tudi o njej poznamo eno krasno pesmico. Sinica. Tako, kar nekaj novih besed smo spoznali. In z novim znanjem se zdaj lahko odpravimo spat. Ko zaprete oči, si lahko ustvarite svojo zgodbo z vsemi novimi besedami, ki ste jih danes spoznali. Jaz že imam idejo, zato grem hitro spat. A ja, še objem, poljubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Danes nam bodo pred spanjem delali družbo dinozavri. Točneje, lačni dinozaver Rex. Tako sem lačen, da bi vas lahko vse pojedel, je glasno renčal dinozaver Rex. Imaš velike zobe, toda ali znaš gristi? Je pogumno vprašal Triceratop. Rex je glasno zarohnel. Jaz sem mogočni Rex in kmalu boste vsi postali moja večerja. Majhen dinozavrček, ki se je skrival za grmovjem, je rekel: Ne verjamem ti. Kaj res? Kar poglej, kako bom z enim ugrizom zdrobil to vejo, je rekel Rex. Ni slabo, je rekel stegozaver. Toda, ali znaš lepo peti? Seveda znam, je rekel Rex. Prisluhni mojemu čudovitemu glasu. La 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 la. Medtem ko je pel, so se vsi dinozavri poskrili in vse, kar je Rexu ostalo zagristi, je bila ogromna grudasta skala. Izgleda, da je dinozaver Rex med petjem pozabil na lakoto. Ojoj, le kako se bo znašel? Kdo bi vedel? Mi moramo tako ali tako spat, kaj ne? Objem, poljubček in lahko noč. Kdo ali kaj, kako in zakaj? Danes 5 novih dejstev spoznaj v rubriki Petka. Prvo vprašanje. Kako si lisica naredi brlog? Brlog, ki služi lisici kot varno zavetje, topel dom, si lisica izkoplje čisto sama. V zemljo naredi 3 luknje. Eno majhno, v kateri je zelo hladno in lahko v njej biva poleti. Eno veliko, v kateri preživi zimo. V tretji pa hrani zaloge hrane. Lisička ne samo, da je zvita, je tudi zelo pametna in praktična. Drugo vprašanje. Kako spijo kiti? Kiti so morski sesalci, ki pod vodo sicer lahko preživijo veliko časa, vendar se morajo po zrak vseeno vračati na površje. Tako si ne morejo privoščiti dolgega spanca, ampak zgolj kratek dremaš. Zato kiti spijo večkrat na dan za kratek čas. Spijo le z enim očesom, saj morajo tudi med spanjem iti na površje, da zajamejo zrak, potem pa spet zaplavajo v globino morja. Tretje vprašanje. Kako iz ovčje dlake nastanejo puloverji? Ovčkam pozimi, ko je zelo mrzlo, zraste gosta dlaka, ki jih greje. Ljudje spomladi ovce postrižejo, iz volne pa naredijo dolgo prejo, ki jo navijajo v klobčiče.
To pa je volna, iz katere lahko spletemo puloverje, rokavice, nogavice, šale, deke in še marsikaj drugega. Poleti pa ovce obrijejo zato, ker je takrat toplo in ovčke ne potrebujejo vse te goste dlake. Po zimi, ko bo spet hladno, pa jim bo že zrasla nova. Četrto vprašanje. Kako ptice letijo? Pri pticah je čisto vse prilagojeno letenju, a da lahko letijo, morajo zelo hitro mahati s krili. Hitro mahanje s krili jim omogoča, da se lahko dvigujejo v zrak in se premikajo naprej. Ptice z razpiranjem kril določajo in spreminjajo smer leta. Poznamo pa okoli 10 tisoč različnih vrst ptic. Peto vprašanje. Kako ribe dihajo? Ste že opazili, da imajo ribe na obeh straneh glave odprtine? No, in prav v teh odprtinah je filter, ki mu rečemo škrge. S pomočjo škrg dobijo iz vode mikroskopsko majhne kroglice kisika in tako lahko dihajo. Ribe torej dihajo s škrgami. Kaj pa mi ljudje? Mi pa dihamo s pljuči. Res je. So pa ribe velika skupina živali, ki so izredno dobro prilagojene na življenje v vodi. Poleg tega, da dihajo s škrgami, imajo telo prekrito z luskami, za plavanje v vodi pa uporabljajo plavuti. Na koncu še nalogo ti dam. Za pomoč prosi starše ali pa jo opravi sam. V škatlici sreče se jih skriva veliko. 1 za vsako, 5 rubriko. Dobro prisluhni, današnja naloga je sledeča. Pospravi svojo sobo. Čop, čop, kar na delo. Veliko novega smo se naučili, vsaj eno dobro stvar v dnevu naredili. Zdaj pa je čas, da se poslovimo. Ampak nič ne skrbite, kmalu odgovore še na druga vprašanja dobite. 1 petka za vse. In se kmalu spet gledamo na Tini Kids TV. Objem, poljubček in pa do prihodnjič. Dober večer, otroci. Veste, kaj me danes zanima? Je kdo med vami, ki še ni slišal za rdečo kapico? Kaj? Tudi takšni ste? Odlično, za vas danes berem? No, kaj berem? Rdečo kapico. Nekoč je živela deklica, ki je za rojstni dan dobila rdeč plašček s kapuco. Od takrat naprej so jo vsi klicali Rdeča kapica. Nekega dne ji je mama naročila, naj bolni babici odnese torto in lonec masla. Rdeča kapica je odšla na pot, ki jo je vodila skozi gozd. Na razpotju je srečala volka. Prebrisani volk je predlagal: kdor prvi pride k babici, je zmagovalec. Rdeča kapica se je hitro strinjala, saj je dobro poznala pot do babičine koče. Volk pa je dobro poznal gozd, zato je prvi prišel k babici. Dvignil je zapah na vratih in vstopil. V postelji je zagledal babico in jo v hipu pospravil za kosilo. Potem si je nadel njeno spalno srajco in čepico. Kmalu je prišla Rdeča kapica. Dvignila je zapah na vratih in vstopila. Volk, ki je ležal v babičini postelji, jo je povabil, naj pride bližje. Rdeča kapica je pristopila in vprašala: Babica, zakaj imaš tako velika ušesa? Da te bolje slišim, je zašepetal volk. Babica, zakaj imaš tako velike oči? Da te bolje vidim, je odgovoril volk. Babica, zakaj imaš tako velike zobe? Da te lažje požrem, je zarenčal volk in skočil iz postelje. In je požrl Rdečo kapico. Ker se je volk do sitega najedel, je hitro zaspal in pri tem glasno smrčal. Lovec, ki je prišel mimo koče, je bil presenečen, da stara babica tako glasno smrči, zato je vstopil. Hitro mu je postalo jasno, kaj se je zgodilo.
Z nožem je volku razparal trebuh in iz njega sta skočili babica in Rdeča kapica. Potem so v volkov trebuh naložili kamanje in Rdeča kapica ga je zašila. Medtem ko je šivala, pa je prisegla, da nikoli več ne bo zaupala tistim, ki jih ne pozna. Tako je, malčki moji, nikar ne zaupajte tujcem, ki jih srečate. Vedno poskrbite, da sta v bližini mamica ali oči. Zmenjeno? Zdaj pa hitro spat. Objem, poljubček in lahko noč. Kvisko, živali! Dan otroci, ste pripravljeni? Začnimo. Povodni konj. Gepard. Kameleon. Katera izmed 3 živali je najhitrejša kopenska žival? Tako je, to je gepard. Gepardi so najhitrejše živali na tleh. So vrhunski šprinterji na krajše proge in ko gre za res, gepard dela tudi 8-metrske skoke. Na kratke proge doseže hitrost tudi nad 100 km/h, vendar lahko šprinta samo okoli 15 sekund, potem mora počivati. Gremo naprej. Antilopa. Kača. Lev. Katera izmed 3 živali spada v skupino velikih mačk? Tako je, to je lev. Lev je velika mačka. Zaradi goste samčeve grive se med vsemi mačkami samec in samica najbolj razlikujeta. Danes živijo levi v prostranih savanah in stepah južno od Sahare in na zelo majhnem teritoriju v Indiji. Levu rečemo tudi kralj živali. Mandril. Nosorog. Ptič tukan. Katera izmed 3 živali se pogosto kopa v blatu? Le katera? To je nosorog. Nosorogi so družina lihoprstih kopitarjev. Danes v savanah in travnatih pokrajinah Afrike živita 2, v Južni Aziji pa 3 vrste. Obstajajo črni nosorog, javanski nosorog, sumatranski nosorog in indijski nosorog. Gremo dalje. Slon. Zebra. Žirafa. Katera izmed 3 živali ima rilec oziroma trobac? Sloni, kako pa? Sloni so rastlinojede živali. Hrano naberejo z rilcem ter si jo odnesejo v gobec. So živali z zelo izraženim socialnim čutom ter močnimi družinskimi vezmi. Sloni ne samo, da radi pijejo vodo, ampak se tudi zelo radi kopajo. Gremo naprej. Papiga. Krokodil. Flamingo. Katera izmed 3 živali je plazilec? Katera izmed 3? Krokodil bo držalo. Krokodili in aligatorji so plazilci, ki so se pojavili pred 84 milijoni let. So najbližji živeči sorodniki ptic. So ena redkih živali, ki so na svetu že od prazgodovine in so bili družba že dinozavrom. Gremo na naslednje vprašanje. Bizon. Emu. Divji pes. Katera izmed 3 živali je kopitar? Kaj mislite, katera? Bizoni, seveda. Bizoni so veliki sodoprsti kopitarji. Evropski bizon teče s hitrostjo dirkalnega konja. Je precej plašna žival in se človeku umika. Danes se po različnih evropskih gozdovih potika okoli 2000 teh največjih evropskih kopenskih sesalcev. To je to in odlično vam je šlo.
Če se radi družite z nami, potem nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg. Objem, poljubček in pa do prihodnjič!